Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli v oddaji Life Story. V oddaji, kjer se bomo dotaknili vaših življenjskih zgodb, ki vas bodo navdihovale in nam pomagale razumeti ta naš prelepi svet. Verjamemo, da ima marsikdo izmed vas zanimivo življenjsko preizkušnjo in veseli bomo, da jo podelite z nami in nam bo vsem skupaj v navdih za naše nadaljnje kreiranje v tem norem svetu, ki hiti vse hitreje in hitreje. Za našo prvo premierno življenjsko zgodbo sem izbral osebo, ki je vsaj za moj svet, ki ga poznam, spremljam, živim in čutim, doprinesla največ. Od nje se vsak dan naučim kaj novega in mi daje navdih za moje kreiranje in moram priznati, da to počnem z največjim veseljem. Toplo pozdravljamo Ireno Kenig. Lepo pozdravljeni. Najlepša hvala za tako lepo napoved. So mi kar solze prišle v oči. Še enkrat hvala za povabilo in takšno priznanje, da v bistvu otvorim tale YouTube kanal Life Story. Ok, v tem kanalu se bomo probali dotakniti življenjskih zgodb, ljudi, posameznikov. No pa da vprašamo tebe, bi rad nekako rekel, da tisti, ki poznajo Ireno, poznajo mene, in bo to vse skupaj malo smešen, ki se reče, čakaj, pa se vidva zdaj tukaj gresta, ampak namen tega videa ni za tiste ljudi, ki že poznajo njo, ampak za tiste, ki je ne poznajo. Zato jo lahko od začetka predstavimo, kaj sploh delaš. Ja, kaj delam? V življenju sem v bistvu šla čez mnogo nekih izzivov, ampak do sedaj mi je pa res nekako največji izziv predstavlja gradnja YouTube kanala Moj knjižni kotiček, kjer dejansko skupaj ustvarjava vsebine za otroke. Tam prebiram pravljice in res si želim, da te pravljice zaidejo v čim več slovenskih domov, da otroci slišijo te pravljice, da se poistovetijo z njimi, da se mogoče z njimi tudi kaj naučijo. Ok, pa reči tako, zakaj otroke? Že od nekdaj imam rada otroke. Že kot majhna deklica sem se vedno rada igrala učiteljico. Imela sem svojo redovalnico in imela sem v bistvu svoje igrače, ki so predstavljale učence. In jaz sem dejansko z njimi komunicirala, imela z njimi pouk, tudi ocene sem jim razdeljevala in to sem se zelo rada igrala. Tako da sem si že od nekdaj želela postati učiteljica, kar na koncu tudi sem po izobrazbi. Delo z otroki mi je res prineslo veliko novega, bom rekla. Ne? Eno je tisto, kar smo se izobraževali na fakulteti. Ko sem pa prišla v razred, sem pa doživela nek nov svet, bom rekla. Ampak tisti otroci, ki so bili tam mali, ki si jih poučevala, tvoje igrače, te otroci so bili tih. Res je. Tam sem bila jaz tisto glavno vlogo. Pa je to v življenju tako? Ja, žal ni, ne. Ti otroci niso tih. Ja, vse potem, ko pa dejansko dobiš svoje otroke, ne? Potem pa dejansko se pa svet obrne, ne? Se pa življenje postavi na glavo, zagotovo. Ne? In takrat si ti učila te lutke svoje, ki si jih imela pred sabo, zdaj pa v bistvu otroci učijo tebe. Dejansko so otroci tisti, ki so me učili. Že v času poučevanja, a ne? Pri Lovru pa Lili, se pa dejansko spet učim, vedno znova in znova, vsakodnevno. Je drugače med tem, ko si učila otroke v šoli, preden si imela otroke, in pa ko učiš otroke, poučuješ, si poučevala, vplivaš na njih. Zdaj, v tem času, ko imaš otroke, je razlika? Zagotovo. Je razlika med tem, da si staršu rekla, to pa ne delati tako prej, ko nisi imela otrok, ali pa da razumeš zdaj mogoče njihovo stisko, kakorkoli, njihov namen, kaj ti sploh hoče povedati, zdaj, ko imaš otroke. Zagotovo. Priznam. Takrat je bilo v bistvu tisto znanje, ki smo ga pridobili, a ne? Izkušnje pa dejansko takrat nisem imela. Šele sedaj pri svojih lastnih otrocih dejansko vidim, da pa mogoče sem s kakšnimi nasveti pretiravala, mogoče sem jih zapeljala v kakšno napačno smer, ker sem si sama predstavljala to drugače. Ko imaš pa enkrat svoje otroke, pa vidiš, ne, da niso stvari čisto črno-bele, ne, je še vmes ogromno enih odtenkov. Se pravi, vse tisto, kar so te naučili v šoli, kako je treba poučevati, kako je treba to, kako je treba, ne deluje glih tako, ampak moraš to na lastni koži sprobati, ko imaš svoje otroke. Je razlika, je to. V praksi je zagotovo drugače.
Ni nekega pravila, ne? Zdaj bo pa to potekalo takole, se bomo pogovarjali. Ne? Otroci so zvedavi, hočejo vedeti čim več stvari in te hitro lahko zapeljejo kam drugam. Ne hočejo vedeti vse, ne čim več. Ja, res je, čisto vse. Pa se je tudi prav. Ne? Okay, na kakšen način pa tebe učijo? Ja, dobro vprašanje. Učijo me v bistvu... Nimajo nobenega znanja, imajo pa veliko domišljijo. Znanje sproti pridobivajo, vsak dan, znova in znova. Izkušnje si tudi pridobivajo, včasih kakšne grenke, drugače pozitivne. V bistvu vidim v svojih otrokih sebe, svojo lastno podobo. Velikokrat v kakšnih situacijah slišim svoje lastne besede in se kar zavem, kako dejansko starši, odrasle osebe, vplivamo na te otroke s svojimi dejanji in pa dejansko tudi z besedami. Ne. Otroci vse srkajo vase, vse slišijo, ne. In potem dobiš to nazaj. Čeprav štekam, ko se dereš na otroka, se v bistvu dereš nase. Po mojem mnenju, ne. Iz sebe daješ vse tiste frustracije in vse ostale stvari, ki so bile v ozadju, ne. Otroke pa v bistvu, oziroma njegova neka napaka, oziroma neko dejanje, te pa v bistvu to sprovocira, tako da v bistvu vse bruhne iz tebe ven. To je v bistvu kar nek ventil, vse so reveži. Ja, so nek ventil za tvoje probleme v službi, z ostalimi ljudmi, pa pridejo domov in so otroci v bistvu tisti ventil. V bistvu si pa želijo samo nas. Ja, res je to. Bi se upala trditi, da je tako. Zanimivo. Ampak je pa to vse izkušnja za otroke, a ne? Ja, to definitivno. Takšno ali pa drugačno, no. Slej, ko prej se tega enkrat soočijo ali tu, ali pa v realnem svetu, ko pridejo enkrat na svoj del, svoj šiht, svoje situacije. Drugo pa je, ko otrok odraste, ko pride dejansko v nek realen svet. Ok, dajva pa zdaj reči pravljice. Zakaj pravljice? Knjige so nekako me spremljale že od otroštva dalje. Zelo rada sem brala. Spomnim se, da sem v času osnovne šole dobesedno požirala zbirke 5 prijateljev, ki so takrat bile aktualne. In ne vem, rada se vživim v to vlogo, mogoče včasih malo z glasom, drugače preberem besedilo in ko sem dejansko videla odziv otrok, ki so me kar takole gledali, tiste majhne bučke, sem dejansko dobila res veselje do tega. Ker nekako vidim, za starejše imamo skozi neke informacije, toliko jih je umrl, vlada dviguje cene, jutri boš v bencin gor, vse so samo nek news, ki nas skozi v nekem svetu, pustimo kakšen je, pele. Pravljice se mi pa zdi, kot da so nek news za otroke, ki še ne vejo, kaj pomeni inflacija, ne vejo, kaj pomeni stroški, kaj pomeni plačati to. No, oni živijo v svojem svetu, kar je vrhunsko, super. In to je v bistvu nek news za njih. A so vse pravljice naravnane v pozitivni domišljiji ali ne? Težko bi rekla, če so vse pravljice. To bi mogoče znali odgovoriti pisatelji, ki so stali za temi besedami. Definitivno pa otrokom moramo pustiti domišljijo. Tudi mi smo dejansko živeli, Pa se in še rasli živimo. s pravljicami. Ja, in še živimo. In otroci dejansko danes so deležni tudi domišljije našega realnega sveta. Naj gradijo svojo domišljijo. S tem pa res ni nič narobe. Naj si predstavljajo stvari po svoje. Se mi zdi, da danes vse preveč informacij preko teh družabnih omrežij, preko spleta, ker samo neke sličice letijo, in privabljajo te otroke, ki dejansko bulijo v ekrane. In dejansko sploh ne vedo, kaj so gledali, kaj so videli. Vse jim je predstavljeno, kako izgleda sneg, kako izgleda to. Naj zaživi njihova domišljija. Jaz si predstavljam mogoče drugače, ni s tem nič narobe. Zato pa tukaj imamo pol otroke, ki živijo v tem svojem domišljijskem svetu. Ja. Mnoge izmed teh pravljic, ki sem jih veliko zmontiral pa to, so namenjene tudi odraslim. Ja, se strinjam. Definitivno Ostržek, najhujša pravljica ever za odrasle, ki bi jo mogli vsi kadarkoli vedeti, je Cesarjeva nova oblačila. Čekiro pravljico, Cesarjeva nova oblačila morajo vsi starejši vedeti. In ko bojo vedeli pomen tega, pol bojo vedeli, v kakšnem svetu živimo zdaj, točno ta trenutek, tu sedaj. Ja. To je ena taka zanimiva stvar. Otroci dejansko vidijo
drugače to pravljico. Ne? In Recimo, oni jo če smo- razumejo z prve. Tako je. Pri odraslih pa enim ne potegne, da jim 10-krat poveš, ne ve, zakaj gre. Kje Mogoče se zgubi ne- ta meja? Mogoče se ne prepustijo tej domišljiji, mogoče niti ne sledijo zgodbi, ker Zakaj imajo se v ne glavi prepustijo? ogromno nekih informacij, mogoče niso zbrani, niso pripravljeni za poslušanje. Kaj pa starejši? Zakaj ne pravljice za starejše? Zakaj ne? 70 plus. Tudi te so vabljeni, da prisluhnejo pravljicam. Jaz mislim, da je ogromno teh starejših, ki pa mogoče jim njihove mame niso brale pravljic. Je prav, da si vzamejo čas, prisluhnejo in se mogoče vrnejo nazaj v svojo preteklost. Mogoče se iz tega tudi kaj naučijo, ne, iz teh pravljic in jih zdaj vidijo drugače, oziroma doživijo drugače, Čutijo drugače. čutijo drugače, kot pa ko jo berejo, recimo vnučku. Ne. Mhm. Kaj vem? No, pa kaj smo pri teh starejših, da reči, a ni bila, da so bili začetki, ko si brala eni gospeji, Ja. ta moment me Res je. zanima. To sem pa v bistvu pozabila. V bistvu v nekako 4., 5. razredu se spomnim, kako sem brala Novi tednik. Novice iz Novega tednika, take kratke, a ne, sem brala sošolkini mami, ki je bila slepa. Svaka čast. Ja. Zanimivo je bilo, da sem jaz to brala, ampak s tem sem se v bistvu ogromno naučila. Ona še živi. Mislim, da. To je bilo fajn najdeti. Ja. Slišite v bistvu njeno plat zgodba. Ne? Točno to. Ja. Ja, to so bili v bistvu nekako prvi začetki, ki se jih spomnimo. Ne? Ja. Kaj bi bilo kul, da bi zdaj prebrala eno to pravljico? Ja, Da jo bomo najdeli. bomo našli. Če še živi, z Je bilo največjim zanimivo veseljem bi bilo slišati še super. njeno plat, če Ne, se da izvolj spomnijo. prebereš en tednik, novice iz tednika. Zakaj pa ne? Lepe novice, same lepe, vse je lepo. Svet je lep. Ja. Ja, odvisno, kako ga gledamo. a Ne? Ja, res je. Kakšno sporočilo bi dal potem otrokom? Otrokom. Ja, pol pa še staršem. Otrokom res naj uživajo ta čas otroštva. Vse mogoče se to sliši tako zelo klišejsko, ne? Ampak to otroštvo, ta leta tako hitro zbežijo. In kar naenkrat se začnejo skrbi, Puberteta. puberteta. To še ne vem, kako bomo vse skupaj, kako se bo razpletlo. A ne? Okolica začne vedno bolj vplivati na otroka in to otroštvo se nekako izgubi. In tega ni več. Zato otroci naj uživajo, čim več se naj gibajo na svežem zraku, čim več naj preživijo s svojimi prijatelji, z družino. Mogoče, da se drug drugemu, vsaj takrat, ko si vzamejo čas, da se res posvetijo drug drugemu. No. Da se imajo radi, da se čutijo. Pa rečemo še sporočilo za starše, a Ja. pa še sledi za babice in detke. Starši pa ja, moramo si vzeti čas za otroke. A si ga dosti ali ne? Premalo, priznam. To gledaš iz svojega vidika ali nasplošno iz vidika ostalih staršev? Jah, Ti si ga ponavadi dosti, to vedno vem. izhajam Ja. iz sebe, a ne, ampak glede na tempo življenja, ki ga živimo, se mi zdi, da ne vem, dnevi tako hitro minevajo. Nekako so ljudje nekako ujeti v neko rutino, Ki jo določa Službe. sistem. ki jo določa sistem in vse. In če že meni dan mine ekstremno hitro, pa vem, da se res po 3. uri sem na voljo otrokom, a ne, večino časa. Ja. Jaz ne vem, kako drugi starši shajajo. Ne. To se dostikrat sprašujejo. Ja, res se sprašujem in treba si je vzeti čas. Sam sistem je tisti, ki sam tera. Ja, na drugi strani smo pa mi, a ne? Da, absolutno. Ki Ki sprejemamo to. Ki teranje. sprejemamo to in v bistvu živimo s tem, a ne? Okay. Ne bomo Mogoče- zdaj tu razpredali o tem, kako ven iz tega je, to bo druge tematike. Deva reči pa še zdaj za babice in detke, vnučke, ker tudi oni, se mi zdi, so dosti ciljna publika, ne z vidika gledanja, ampak z vidika gledanja skupaj s svojim vnučkom. Ja, res je. Jaz bi samo še pri starših eno stvar A ja, rekla. kar, Če joj. izhajam iz sebe, a ne? Ja. Starši si moramo pa vzeti tudi čas zase. Tako da v bistvu imamo kar zahtevno nalogo, bom rekla. Ne? Uf, Ne? V prvi vrsti seveda poskrbeti za svoje otroke, a ne? In pa zase.
tukaj pa priznam, da si ga ne vzamem dovolj. Včasih, ko gledaš malo vse tako naokrog, imam občutek, da si ga kakšni starši še več vzamejo zase, kot bi ga lahko namenili svojim otrokom. Jasno, ne bom gledal v prelepem svetu, super lepo, Ja. ne bomo samo o idealih govorili, ampak dejansko eni starši so jim otroci na poto. Spet imam solzne oči. Ja, to vem, to imam skozi, to sem navajen. Ja. Ja. Meni je res hudo za takšne otroke. Jo, pa ne jokat zdaj. Tako mora biti robčke tu imeti. Ja. Hudo mi je za takšne otroke, ampak jaz upam, da bodo potegnili največ, kar bodo lahko. Čak, da je neke robčke, moram ti dati, to ne moreš tako narediti. Oh, moj bog. No, da je pejdi, imamo. Ne me dregati s temi temami. Ja, ne, pa to so zanimive. Ja, To so kul teme. Sej vem, kam ciljaš, a ne? Ja, Ampak no, ajde. Ja, no, naj povemo, da je Irena zelo nerada, veliki oče. Kar je kul, v bistvu to na nek način takrat se odpre, takrat pove tisto resnico, pa ne takrat, ona je tako skozi je taka, skozi. Ona gleda film in se zjoka, Ja. ona sliši misel in se zjoka, ona zna prebrati mail in se zjoka. In to je nekaj tak lepega doživetega. Redki imajo to sposobnost biti tukaj, zdaj, v tem trenutku sam s sabo, čustveno odprt, sprejemati vse dobro, vse slabo in zakaj pač se ne zjokati. Tisti, ki pa držijo to v sebi, gre pa na drugo stran v neko jezo Ja. in Irena to zelo lepo odprto pove. Tako da, če se nadaljujeva, zdaj ima robček, da nadaljujeva to tematiko teh prijaznih, dobrih dušic malih otrok, Ja. kateri starši odrivajo. In iz tega vidika se mi zdi, da tudi pravljice so namenjene njim. Absolutno. Tudi. Ti jih ful bereš tudi tako otrokom, ne samo za kamero, pred kamero. Res je. Je pa prav, da te otroci še zmeraj dobijo tisto, a lahko rečemo, dozo domišljije. Pa ne bom rekel sporočilo staršem. Ene bo zabolel, to mi je jasno. In se poznaš mojo teorijo, če te zaboli, pol je nekaj na tem. Če te pa ne, pa gre pa mimo, pa veš, da delaš prav. Pika, amen. Potrjujem, no, se lahko Ja. strinjam. Ne?